Lepo zdrav, v tem videu bi rad nadaljeval oziroma dokončal, kako se prenese oziroma kako se poveže spletna stran SuccessFactoryja z novo spletno stranjo Xera. Najprej bi naredil en popravek glede na prejšnji video, se pravi, ko zahtevate resetiranje svojega gesla, ne vpišete geslo od SuccessFactoryja, kot sem narobe v prejšnjem videu povedal, ampak e-mail, se pravi, e-mail mora biti isti, kot ste ga uporabili v SuccessFactoryju in na ta način zahtevate novo geslo. Se pravi, ko dobite novo geslo, se z novim geslom logirate in samo odprete Google avtorizator. Se pravi, prva stvar, ki je potrebno narediti, je, če nimate tega Google avtorizatorja, ga je treba prenesti na telefon in potem preskenirati tole kodo. Se pravi, ko enkrat potrdite, ko vpišete to kodo za Google z Google avtorizacijo, potem tle označite vse tri platforme, na katero te povezali. Se pravi, Kmall, Kmintix in Xera. Vidite, da so povezane tako, da imajo vse majčkeno drugačno barvo, se pravi, tista, ki je povezana, je malo bolj modra, takole vse tri se označi in naprej. Continue. Zdaj samo še vpišemo Slovenija, oziroma ste vse države, s katere ste registrirani na SuccessFactory. Slovenija, shrani. No in to je zdaj dostopna stran, preko katere se pač dostopa do vseh platform, ki jih bo imelo podjetje Xera. To je čist ta osnovna stran, kjer se lahko potem uredi profil, kjer si uredite profil, lahko zamenjate geslo. Kasneje, ko bo potrebno, se tukaj naredi know your customer, se pravi verifikacija. S to verifikacijo se sicer nič ne mudi, ta verifikacija je potrebna oziroma pomembna takrat, ko je kakršnokoli izplačilo. Se pravi, od tukaj naprej sem, kot rečeno, povezuje na različne platforme od Xere. Tako da kliknete tle login. Danes sem osredotočil samo na ta Kmall, se pravi na trgovino. V tej Xeri, če se logirate noter, je pa vsa struktura, ves promet, eventualno, če ste ga imeli v podjetju SuccessFactory, referral link in tako naprej, se pravi, struktura in promet je tukaj v Xeri. Mi bomo pa dokončali proces da gremo tle v trgovino. Kmall. Čakamo, da poveže to osnovno stran za trgovino. Potrdim splošne pogoje. Po možnosti jih tudi preberem, seveda. Tole se potrdim, sem seznanjen, preberem jasno prej. Naprej, se prebere naprej. Zdaj bom še enkrat uporabil isto geslo, kot sem ga prej. Še enkrat potrdim. Naprej. Naprej, to se samo potrdi. Zdaj samo seznanitev z spletno stranjo. Tole zaenkrat ne bomo shranili. Ok, se pravi, v tej točki pridemo do plačila letnega fija za uporabo platforme. Seveda zdaj vprašanje, je plačilo tega fija potrebno ali ni potrebno. Se pravi, če hočete uporabiti kredite, ki se bojo prenesli, shop kredice iz SuccessFactoryja na Xero, potem je plačilo seveda obvezno. Se pravi, če hočemo uporabiti Xera platformo, da bomo lahko kupili z Dcoini produkt, ki bo lansiran jutri, potem je pač potrebno. Če želite pa zaenkrat samo prenesti, se pravi, balans se bomo prenesel tako in vas bo tukaj čakal. Se pravi, če pa do nadaljnjega ne mislite uporabljati tega oziroma ne mislite uporabljati tega denarja, ki vas čaka na SuccessFactory balansu, v tem primeru seveda potem ni potrebno.
Kar hočem povedati, ne, tukaj v Xeriji se ne obstaja status stranke. Ne morete reči, jaz ne bom nič delal, želim samo ta denar uporabiti. To ne obstaja, se pravi, lahko vas tukaj denar ta čaka in vam treba nič plačati, če hočete uporabiti, kar je seveda edino smiselno, da se ta balans uporabi, ne, da ni to mrtev kapital, potem je to plačilo seveda potrebno. Tako da jaz bom na tej poziciji to zdaj plačal. Kupi. Prav možno je plačilo na dva načina, ali z kartico, ali pa z kriptovalutami, z USDT-ji. Te bom zdaj nekaj zrakit nazaj, zato ker jaz bom plačal z USDT-ji in nimam še gor stanja, se pravi, treba najprej naložiti, grem tle v mojo denarnico, top up, se pravi, najprej bom naložil tak 39 € oziroma ekvivalent v USDT-jih, označim USDT-je, network, preko katerega bom plačal. Običajno se plačuje preko Trona, ker je cenejš, se pravi, rabim 39 €, to je, mislim, da $73. Se upravičujem, ne 73, ampak 43. Še toliko ni potrebno, tole prije 40,18 preračunano evre, da bo na 42, evo, tokle bo zadoščal. Zdaj odprem svoj wallet, kjerkoli ga pač imate, jaz bom plačal iz Binance. Jaz sem plačal naložil teh $42. Preskeniram ta wallet, preverjam, če pravilna denarnica odspod, plačam. Ta video bom zdaj prekinil še enkrat, zato da ta denar gor pride, da note zdaj poslušali tišine. Bomo potem zaključili in bo vse pripravljeno in povezano. Se pravi, ko je enkrat denar pripravljen gor, pač v mojem primeru sem plačal s kriptovalutami, sem naložil teh $42, kot rečeno, lahko se plača tudi s kartico, se pravi, ko je denar pripravljen gor, potem lahko kupite to članarino v vrednosti $39 in če to naredite pred 5. aprilom, dobite zraven še en free produkt v vrednosti $110, $110, ki je v bistvu namenjen miningu njihovega tokena, ampak o tem bom posnel čisto poseben video, se pravi, tukaj kliknem plačaj članarino, plačal jo bom z Balansa, ki sem si ga predhodno naložil. In je moje članstvo za 1 leto aktivno in s tem tudi imam dostop do tega prvega produkta, licenca za mining, po katerem bo, kot rečeno, posnet poseben video. Drugi produkt se pričakuje lansiranje jutri, se pravi, ki ga bo možno plačati z Dacoini, bo tudi jutri predvidoma, jutri ali oziroma v naslednjih dneh v molu, se pravi v trgovini. O tem bom pa posnel drug video, seveda takoj, ko bom to naredil sam, ko bom lahko potem to podelil z vami. Tokle v tem videu. Hvala lepa.